En lep pozdrav. Danes ena kratka tema, in sicer prevare na spletu, v bistvu kaj ne vlagati, in tako naprej. Zdaj, jaz sem tudi že nasedla na začetku, ko sem začela s temi stvarmi, najprej na eno phishing page, to je pač ena, spletna stran, ki je bila lažna. Bom povedala, kako sem nasedla, in sicer je bil en video na YouTubu, Elon Musk, pa v glavnem vse je bilo tako zelo dobro posnet, da je on pač razlagal, kako podvojiš si Ethereum in tako, če pošlješ nekam in bla bla. V glavnem, jaz sem to iz previdnosti poslala zelo malo in seveda sem potem ugotovila, da nisem dobila nič od tega, in na tisti spletni strani sem potem šla v chat, v klepet, in sem najprej sem ugotovila, to bi mogla že prej, takoj narediti, v bistvu, takoj na začetku. Zdaj govorim o tem, kaj moraš narediti, v bistvu, da ugotoviš, da gre za spletno prevaro, da gre za prevaro v financah, a ne. Prva stvar je to, da če nekdo govori z vami v neki slabi polomljeni angleščini, kakršnemkoli slabem jeziku, je to že prvi znak za možno spletno prevaro. Vse spletne prevare do zdaj, ki sem jih doživela oziroma pač videla, in eno sem nasedla, ostale potem nisem več, je bil nekdo zadaj, ki je zelo, zelo slabo obvladal jezik. To je prva stvar. Ali pa ima nesramen nastop, neprofesionalen, tudi to. To so bile v bistvu vse znaki, ki bi mene lahko prepričali takrat, da ne bi poslala tistega Ethereuma, pa sem ga. Pa še to sem v bistvu naredila, ker me ena druga oseba toliko par ur prepričevala, da naj to naredim. Jaz sem imela slab občutek in bi se morala poslušati. Ne bi smela tega narediti. Od takrat naprej se poslušam. Moram reči, da ja, ker vsakič, ko se nisem, sem imela težave. Zdaj, kaj se je zgodilo tam na oni spletni strani? Ona spletna stran je bila super narejena, vse v bistvu, ampak potem, ko sem šla jaz pogledat, to bi mogla tudi prej narediti, se pravi, morala biti Etherscan, a ne, Etherscan. In če nekam pošiljate denar, recimo pač na kakršnokoli denarnico, a ne, tukaj gor imate denarnice, a ne, tukaj gor so denarnice, pa tukaj noter v bistvu kopirate naslov tiste denarnice, a ne. Evo, recimo, ne vem, tole bom čisto naključno kliknila, pač nekdo je nekomu nekaj poslal in iz te denarnice pač poslal preko te pogodbe, to se vidi na blockchainu, iz te v tole denarnico neki Tether je šel naprej. Če kliknemo tole, kam je poslal, a ne. Tukaj zdaj gor boste videli, pogleda se, najprej poglejte, a ima ta denarnica kakršnekoli tukaj gor pripete opombe. To je prva stvar, a ne. Opombe so lahko takoj, ko ljudje ugotovijo, da je nekaj prevara, tukaj gor se da napisati to, a ne, pač da se prijaviti v Etherscan, da se prijaviti in napisati, da gre za prevaro in da je nekdo recimo že nastradal. In to najprej poglejte. Jaz tega nisem naredila in sem izgubila denar, a ne. Ne veliko, čisto malo, ampak me pa bolelo, no, ker sem bila toliko neumna, da sem to naredila. Ne govorim zdaj, da ste vi neumni, sploh ne, ampak če ne poznaš, v bistvu imaš lahko izgubiš denar. To je to. Tukaj spodaj poglejte transakcije. Tale denarnica ima kar nekaj v bistvu transakcij in tukaj se vidi, recimo, če so samo transakcije noter in nobena ven ali pa samo ena velika ven iz tiste denarnice, je zelo velika verjetnost, da je to skemer, prevarant, ki pobira od ljudi denar in potem pač prepošlje na neko drugo varno denarnico, to pač pusti na miru in oni imajo na teh spletnih straneh teh denarnic kar veliko, a ne, pač jih naredijo in potem delajo, a ne. Ne morete pa videti, kdo je zadaj, ne, lahko mu sicer tukaj pripnete kakšno sporočilo, se da,
Ampak ne pomaga. Tisti, ki so dobri v prevarantstvu, poznajo čisto vse variante in se vam samo smejejo, ne. Zdaj jaz sem tistemu človeku zagrozila s policijo pa s temi stvarmi, če mi ne bo vrnil nazaj na mojo denarnico. Kaj se je zgodilo? Enostavno je nehal uporabljati to denarnico, in tisto spletno stran je zbrisal. Čisto, pač ni bila več dostopna. In tako da je za sabo, lahko bi ga tožila karkoli, ampak to ni nobenega smisla, nobenega, ker pač tukaj zadaj ni imena in priimka in če denarnica Interpolu ni znana, pač ne morete nič narediti. Zdaj pa naslednja stvar. Jaz sem se pogovarjala z gospodom, starejšim, v bistvu, največ starejše generacije padejo na te težave, tudi mlajši. Zdaj prva stvar pri vlaganju je to, vi morate zadevo razumeti. Razumeti morate blockchain, če vlagate v kripto. Morate razumeti, kaj je blockchain. Morate razumeti, kaj je kovanec. Morate razumeti, kako to deluje. Če ne, boste slej ko prej prevarani. In če boste zaupali denar nekomu drugemu, boste slej ko prej prevarani. V Sloveniji je ogromno prevarantskih podjetij. Jaz jih kar nekaj poznam, poznam tudi žrtve teh podjetij. In posameznikov. To so več ali manj, niso vsi, ampak večinoma se oglašujejo, kličejo po telefonu, ponujajo vam storitve in tako naprej. Zdaj dve zadevi bomo pogledali, ki sta zelo problematični. Pa sami razmislite, to ni finančni nasvet, ampak v razmislek, kako pa kaj, a ne. Zdaj temu gospodu jaz poskušam pomagati, da dobi sredstva nazaj. Koliko bo uspešen, je zelo, zelo veliko vprašanje. Prva stvar, Stellar. V Sloveniji se dogaja, da so reklame in kličejo in tako, da se vloži v ta kriptokovanec Stellar. Prvič, Stellar ni dobra naložba, ampak to preverite sami, bomo šli zdaj pogledati. Ker ta gospod, ki je vložil v Stellar, je bil dvakrat prevaran. On je šel pogledati, ali Stellar obstaja. Zdaj, kako je šel to pogledati na internet, je vprašanje, ker je računalniško nepismen. Zelo, a ne. Kaj je on pogledal, kako je pogledal, Bog ve. Bog ve, kaj je naredil, a ne. Zdaj, greste lahko, tukajle sicer podatki niso pravi, ampak že prva stvar, ki jo pogledate, če date maksimalno, kako je šel Stellar gor dol, že te grafi povejo, da sledi Bitcoinu. To je prva zadeva. In potem, če pogledate na eno leto, kaj se je s Stellarjem dogajalo, -63%. Kdo bo šel to vložiti? Kdo bo šel to vložiti? Samo tisti, ki ne ve. Tisti, ki ne ve. Tisti, ki bo slepo, naivno nekomu, ki ga je poklical po telefonu, zaupal. Zelo razmislite. Pojdite vsaj to pogledati, kar sem zdaj jaz naredila. Vsaj to poglejte. Poglejte, kakšne rdeče številke. S tem, da Stellar, mislim, če hočete vi vložiti v tole, recimo, da bi bilo lahko sredstvo, pa ni. Za mene je to ni sredstvo, ker tole ni dober kovanec. Prvič morate iti pogledati vse te stvari. Tole, njihovo spletno stran. Nujno, tule imajo 2, 3. Greste na njihove, ta Bitcoin Talk, to je še ena spletna stran. Potem greste, vidite, da se ga da na Ledger, Trezor, Trust Wallet, to je že v redu. Naj bi bil decentraliziran, piše, naj bi bil. Potem pa greste na Reddit, Twitter, Facebook in tam pogledate GitHub in tam pogledate, kaj se ljudje med sabo pogovarjajo, bla, bla. V glavnem vse pogledate. Na teh spletnih straneh pa morate nujno raziskati, kdo so ljudje, ki so zadaj, kaj delajo, da nimajo kakšnih mednarodnih tiralic in take stvari. V
ko jaz to delam, jaz rabim za to zelo veliko časa. Tudi mesec, 2, 3, tudi pol leta opazujem. Jaz tudi pol leta zadeve opazujem in najprej preizkusim malo. Malo, ne. A vidite, če pogledamo 80% izguba več kot v 4 letih je Stellar imel 80% izgubo. Ja. Zdrava pamet mislim, da pove. Mislim, da pove, ko tole vidiš, mislim, da ti zdrava pamet pove. Pa še opozorilo, niti Bitcoin, niti vse te stvari nimajo ta pravih grafov. Celo te grafi so preveč optimistični in obstajajo grafi, ki so dosti bolj realni in kažejo dosti drugačno sliko, ki tudi za Bitcoin recimo, ki ni pozitivna, a ne. Ampak to raziščite prosim sami. Jaz vas samo opozarjam, na kaj morate biti pozorni. Ta gospod je kupil Stellar in mi je pokazal, ko je dobil pismo, ko je plačal, kaj je dobil. Kaj je dobil? Dobil je kartico, ki jo bi mogel aktivirati za spletni seminar o Stellarju. Torej, nobenega ne duha, ne sluha o Stellar kovancu. On bi mogel dobiti ali denarnico ali naslov denarnice, kakorkoli, pa še to ne bi imel svojih ključev, a ne. Tisti Stellar bi vam gotovo, bi mu slej ko prej, tisti, ki mu ga je poslal, vzel. To sem prepričana. Ker če ima nekdo drug tvoje ključe, da ti njemu daš denar, pa da ti on to kupi, ne vem, če ti bo to vrnil. Ne vem, če ti bo to vrnil, a ne. Zelo veliko vprašanje. Ne bo. Jaz mislim, da ne. To je moje mišljenje, jaz tega nikoli ne naredim, a ne. Torej, gospod ni kupil Stellarja, gospod je kupil spletni izobraževalni tečaj za Stellar. Bil je pa prepričan, ker so mu tako to predstavili, ker to so laži, ko te pokličejo, ko ti pošljajo mail, karkoli, so to laži, s katerimi te prepričajo. Tako da prosim vas, tisti, ki niste domači v teh stvarih, dajte vprašati mene ali pa kogarkoli, ki obvlada te zadeve, dajte se poučiti na internetu, je ogromno informacij, ampak se morate najprej poučiti. Kaj je problem Slovencev? Največji problem je, ker hočejo na hitro obogateti. Revni ljudje poskušajo na hitro obogateti. To poudarjam, ne gre. Na dolgi rok se vlaga. Sploh, če si reven, sploh, če imaš malo denarja, na dolgi rok se vlaga. Zbiraš denar in vlagaš na dolgi rok. Na primer, Hex sistem, ki je ta trenutek, za moje pojme, ker sem ga preverila, najbolj siguren. Ni 100%, tako kot vse na tem svetu ni 100%, ampak je najbolj sigurno, da boš to res dobil in da boš dobil pozitivno, ne negativno. Ne, da bo izgubil denar. Kaj lahko zdaj gospod naredi? V bistvu to sva že začela pošiljati maili ali pa klicati po telefonu, na telefonih se ne oglašajo, maili so fake, se pravi lažni. Kaj lahko naredi? Lahko prijavi policiji krajo in potem se postopek začne. To je to. In pač bo nekaj časa trajalo, 2-3 mesece, in če bo imel srečo, bo dobil denar nazaj. Če bo imel srečo. Vprašanje, ne? Naslednja stvar, Fortrade, Forex, v bistvu. Ja, še ena stvar, v bistvu, ne vem, kako naj vam to povem. Poglejte, z modro piše, pogodbe za razliko, CFD-ji so zapleteni instrumenti. Kaj hoče s tem povedati? Da so zapleteni, da vi to ne boste razumeli in da vas bojo za nos potegnili. To pomeni. Ki zaradi vzvoda vključuje visoko stopnjo tveganja. Da, morate iti pogledati, kaj pomeni finančni vzvod. Podjetniki to vedo, ki sposojajo denar. Sposojajo od bank in to so dolgovi. To je vzvod v bistvu, da ti prideš do kapitala, da nekaj zaženeš, ampak to so visoko
piše visoko tvegane zadeve, lahko vse izgubiš. In 90% ljudi to izgubi. In to je na listku, ko je ta gospod dobil, tudi pisal. Piše, da hitro izgubite denar. Tle celo piše 77%, tam na listku je pisal 80%, drugače jaz pravim pa 90 ali pa 99%, ali pa, tako bom rekla, vsi traderji, ki jih poznam, izgubijo slej ko prej. Pa še povedala bom, kaj so CFD-ji, ki sem že govorila o tem, tako da boste vedeli, kako, ne. 77% računov majhnih vlagateljev na drobno izgubi denar, piše, izgubi denar pri tveganju s CFD-ji pri tem ponudniku. Razmislite, če si lahko privoščite prevzem tveganja pred izgubo denarja. Kaj pomeni, če si lahko privoščite izgubo denarja? To pomeni, da imate odveč denar, ki ga lahko pogrešate, če ga izgubite, da ne boste ostali brez kruha. To pomeni. Se pravi, da vlagate denar, ki ga lahko pogrešate in izgubite. To velja pri vseh naložbah. Čisto ni važno, kaj vi vlagate. Morate vlagati tisto, kar lahko pogrešate. Če je to 10 evrov, je 10, če je 100 tisoč, 10 tisoč, milijon evrov. To morate biti pač toliko finančno sposobni, da to lahko pogrešate, a ne. Ja, zdaj, jaz vas vprašam, a bi, ko vi to preberete, šli v tako naložbo? Ne meni odgovoriti, odgovorite sebi in potem se odločite, da ali ne. Zdaj pa, kaj so CFD-ji? CFD je obljuba. To je papir. Samo papir, da boste vi nekoč enkrat v prihodnosti dobili nek dobiček, kovanec, sredstvo. A ne? Najhujše je, če ljudje kupujejo Bitcoin CFD-je ali pa kaj podobnega. A ne? To je najhujše. Hex sistem CFD-jev sploh nima. Če vam kdo ponuja za hex sistem CFD, je prevarant. Vam bo vzel denar in vi ne boste dobili nič, ker hex je sistem, ki izobražuje svoje vlagatelje, da vlagajo sami, da so sami svoje banke in da se brigajo sami za svoje finance. Torej, jaz osebno se CFD-jem absolutno izogibam, ker za moje pojme je to bistveno slabše še od delnice, ker delnice tudi neka obljuba, je tudi papir v bistvu. In tudi nisi lastnik tega, nimaš ključev. A ne. Zdaj pa majhen pogledamo tale Fortrade. Dajte si tole zapomniti, a ne. Je v slovenščini, če gremo podpora o nas, prvo to poglejte. Telefonska številka tale, če kličete in se nihče ne oglasi. Na support sem poslala mail, nisem dobila odgovora. Pa so tule depoziti, odpiranje računa in tako naprej o nas in gremo pogledati o nas, kaj imajo. Gremo skupaj pogledati, ne. Tole je definitivno neka kar ena slika, to ni realno, to ne mislim, da je to realno. To se dobi na internetu zastonj, take slikce. Tukaj pač bla bla, govorijo o sebi, ki kar nekaj, v bistvu, rada bi prišla do tega partnerstva, kako se vpišem s sponzorstvom. Kontaktirajte nas, pa poglejmo, če je tukaj slučajno, da vidimo, kdo so, kje so sploh, tule nič ne piše, kdo so. Pomoč strankam, ja, probajte. Glejte, prva stvar, ki jo jaz naredim. Če me nekaj zanima, eno podjetje, eno stvar, najprej kontaktiram podporo. In če niso odzivni, ne grem. Tako sem naredila z banko N26. Prva stvar. Najprej, preden sem sploh odprla račun in so se super odzvali. Tako sem naredila z Atomic Walletom. In so se super odzvali, vse so mi rešili, vse so mi naredili.
In še vedno, par let zatem, je še vse v redu. Tukaj pa že na začetku probajte najprej poslati mail in jih poklicati, pa boste videli, kaj se bo zgodilo. In če je zadeva neodzivna, ne vem, zakaj bi vi šli v tako stvar. In jaz sploh ne vidim, kje imajo sedeža. Vem, da imajo neko v Angliji. To, kar sem prej neki Fortred pooblaščeni. Tole, ko piše pooblaščeni regulirani centri. Tole je treba vse te regulatorje, tako kot je recimo HEX, je reguliran, ima uradne certifikate, ki so preverljivi, da je to finančni sistem, ki deluje in je legalen. Vse te stvari so lahko lažne. Jaz to nisem šla preverjati, ker me ne zanima ta zadeva, ampak lahko greste pa sami, če vas zanima. Pojdite to klikam gor in preverite, a to obstaja, a je regulator ta prav, da ni to zlagano. To morate preveriti. Vedno, kadar se s financami ukvarjate, z naložbami, to vedno preverite. Jaz verjamem, da Fortrade dela čisto legalno. Verjamem. Ampak legalno tudi pobira denar ljudem in ga ne vrača nazaj. Ker piše, da ni treba, da vam ga vrnejo nazaj. Ker recimo, če gremo, zakaj ja, res ne najdem, kje so. No, to imajo krasne seminarje in tako v bistvu, kako vam vzeti denar, dobesedno, malo se hecam, ampak kontaktirajte nas, partnerstva, zakaj je politika, podjetje, dajmo to klikati, bo klele, o nas ne. Fortrade LTD, to je angleška stvar. Limited. Ja, to je treba pač preveriti. Zdaj v bistvu nimamo časa tole preverjati. Če vas zanima, preverite sami. A to podjetje sploh res v resnici tudi obstaja. To morate, res. Pa imamo pogledati. Naslednja stvar, ki jaz preverim, a lahko zadevo dobim dol. Tukaj ustvarite račun, demo, realni, lahko vse probate, krasno, demo računi. Itak vse delajo tako, kot je treba, potem pa v realnosti so lahko stvari dosti drugačne. Podpora. Poglejmo, zakaj je politika v nas, vprašanja, depoziti, odpiranje računa, pogosto vprašanja. Dajmo depoziti pogledati. Depoziti, tukaj so odgovori. Kakšne so minimalne vsote, tudi tukaj morate to pogledati. Depozit, opravil sem, neposredni depozit. Kaj je naslednji korak, to si preberite, to morate nekaj poslati, trgovalni račun odpriti. Se pravi, morate tudi znati trgovati, če ne, boste izgubili, bo to vse pobasal Fortrade. Preko kreditne kartice, spet tukaj so navodila, kako odprete račun, se pravi, depozit, nakažite najprej odprete račun, kako lahko popravim neuspelo nakazilo, kako preverim bančno nakazilo, če ga izvem, zakaj moj depozit na čakanju. Tukaj sem najdla izplačila. Super. To morate pa spet zelo preveriti. Dobro, tisto, da nakažeš gor, verjetno gre zelo hitro. Ampak to, da dobiš dol, kako se obravnava, to morate pa nujno prebrati. Kako se obravnava. In z debelimi, ne pozabite, da je lahko znesek vašega dviga zavrnjen, če pride o predložitvi zahtevka za dvig do spremembe stanja neobdavčenega zneska lastniškega kapitala. Pa razumi to, če lahko. Tudi jaz tega ne razumem.
Razumem pa, da mi lahko znesek zavrnejo. To je za mene rdeč alarm in za mene je to adijo. Jaz bi to zdaj samo še šla stran, ne. Alternativne metode si preberite za dvig, v glavnem tole mi niso nič odgovorili. Alternativna metoda je mail, na katerega ne dobite odgovora. Zakaj ne morem dvigati večjega zneska, bla, bla, to si vse poglejte, ne. Tako da jaz vam to je posrednik. To je posrednik, ki ima to platformo narejeno zato, da pobira denar. Definitivno. Zato, da pobira denar. On nikoli ne bo na izgubi. Tudi če vi vložite v nek kovanec, gre gor, super, krasno, v bistvu potem hoteli boste izplačilo, ali vam ga bo zavrnil, ali bo pa, če vam bo pa izplačal, bo sigurno provizija zelo visoka, na to lahko računate. Provizije morate vedno ugotoviti, kakšne imajo, a ne, kakšne so te provizije. Na koncu, če pa bo kovanec ali pa karkoli ste vložili v delnice, ne vem, kar imajo oni, ne vem, kaj imajo, ker tudi ne bom šla gledat. CFD-je, predvsem to vem, poboje z valutami. Valute pa CFD-ji. Gremo pogledat, kaj imajo. Valute, kaj stroški, evo, tukaj so stroški, portfolio, forex swap, se pravi menjava, to vam vse zaračunajo. To je isto kakor kripto borze. V bistvu isto, samo s tem, da tudi s fiat valutami pa papirji lahko trgujete. Zdaj, moje osebno mišljenje, če tega res ne razumete, pojdite stran od tega, najprej preučite. Ljudje, ki tole razumejo, so preučevali 2 do 5 let, pa še vedno imajo kar dosti visoke izgube, jih poznam. Imajo dosti visoke izgube, tako da morate, ne vem, biti previdni. To sem želela vas pač opozoriti. Prosim vas, bodite previdni, ne dajete svojega denarja, sploh če ga nimate, dajte se prej izobraziti, brez izobrazbe. Sledite mojim videom, sledite youtuberjem drugim, tistim, ki pač imajo izobraževalne videe, vprašajte prej, pozanimajte se prej, ali pa najamite coacha, mene dostikrat najamejo, zato da jim pomagam. Dajte nekaj narediti, preden v bistvu vlagate, in ker vas lahko vas ta šola za vlaganje košta zelo veliko denarja, veliko več, kakor če najamete nekoga, da vam to razloži, ali pa delavnico plačate, pa še to pazite, ker so delavnice brezplačne večinoma in vas potegnejo pač v svoje brezno in pol tam vlagate in njim zaupate denar ali pa celo ne poznajo ti predavatelji zelo dobro. Tudi jaz sem že bila na takih delavnicah, kjer sem bila jaz bistveno bolj podkovana od njih, in so samo potegnili od tistih, ki so pač udeležencev denar, in potem so udeležence prepustili samim sebi. Če so hoteli še kaj več, so jim še zaračunali, pa potem udeležencem so tudi svetovali, tako da so kasneje lahko izgubili denar, ker so dali na napačne denarnice. V glavnem, bodite res previdni. Ne morem zadosti poudariti tega, da kaj, pač. Ker tukaj recimo, če gledate od Fortrade izobrazba, nič ni o tveganjih. Ne povejo vam resnice, a ne. To so marketinške stvari, to je samo to, kako boste vse krasno zaslužili. Prosim vas, ne biti pohlepni, ne misliti, da boste od danes do jutri zaslužili. Ne, pa dajte vedeti, da je zdaj trg padel, bear market je, se pravi, dol so šle stvari. In zdaj je prav in super za vlagati, ker so sredstva poceni, je pravi
pravi čas za vlaganje. Res je, drži, tudi jaz spodbujam ljudi, da zdaj vlagajo, ko so sredstva res poceni. Če pogledamo, vsa sredstva so zdaj zelo v bistvu poceni. Če pogledamo HEX, mislim, da je HEX šel v zadnje čase kar gor. HEX je neodvisen, zato njegova, je precej šel gor. Pa niha tam med 15 pa malo čez 20 centov. Niha, ampak, se vidimo, takole niha. Če pogledamo pa zadnje leto v bistvu je bil že, takrat, ko je bil bolj ran, je bil on zelo visok in zdaj pač, dosti dobro se drži, HEX se dobro drži, ampak to je trgovanje, to je dejansko v bistvu trgovanje, kjer ugotovite, v bistvu, zdaj poglejte, prej, ko smo primerjali Stellar pa HEX, HEX ima še vedno kljub padcu, on je kar, tudi je šel za 62% dol, vidite, tako kot on, kot Stellar, samo da ima on še vedno profit v enem letu, on ima še vedno profit, 700, zdaj pa če probamo maksimalno, še vedno ima profit, 700%. Zakaj? Ker je podprt z stejki, podprt je z vložki, z vlaganjem, z realnim denarjem. V tem je razlika med Stellarjem pa med HEX-om, recimo. S tem, da eni samo na to gledajo, koliko bo visok prišel. Jaz bi vas tako opozorila pri HEX-u. Nekaj sem ugotovila, kar nihče o čemer ne govori, pa bom jaz prvič o tem spregovorila, kaj jaz mislim. Jaz mislim, da HEX ne bo prav, njegova cena šla prav visok. To ni moje predvidevanje, lahko da se zelo motim. Bom videla konec leta, kaj bo. Mislim, da je pri HEX-u, ker gre pa T-share, se pravi njegove delnice, vložki grejo pa zelo gor, zdaj je tam okrog 4000 že delnica na Ethereum omrežju. In je to vrednost HEX-a, tukaj boste vi dobili procente, tukaj boste dobili dobiček, yield pravijo Američani pa Angleži, tukaj boste dobili svoj zaslužek, ne pri sami ceni, cena vas ne briga, pol ni važno, je to 19 centov, ali 20 centov, ali 40 centov, ali dolar, če gre gor še toliko boljš, zaslužiš še toliko več, ampak jaz mislim, da HEX ne bo prav dost šel gor pa dol, ker je za eno sredstvo zelo v redu. V bistvu, to jaz mislim, to je moje osebno mišljenje, pa ni to finančni nasvet. To v bistvu vi sami razmislite. Čisto sami razmislite. No, to je bilo to. Bodite dobro, pazite na sebe in bom vam še v bistvu pač take stvari, da upam, da čim več ljudem preprečam izgubo denarja. Pač jaz sem 2-krat nasedla, enkrat na tisti scam, pa enkrat še nekaj drugega, se ne spomnim več, v glavnem sem nasedla, pa takrat naprej pa ne. Pa enkrat so mi pobrali z denarnice dol, to je bilo tudi zaradi neznanja, ker določenih stvari nisem vedela, in to pa si pogledajte v videih o MetaMasku, tam to povem, kakšne napake sem naredila. Moje napake so bile predvsem to, da se nisem dosti pozanimala, ker tudi takrat ni bilo v bistvu teh informacij, da nisem updatala, nisem dosti pazila na to, da pač ločim finančni sistem od dela. To je po mojem bila moja napaka. Nisem imela na Ledger denarnici, imela sem na MetaMask denarnici, nisem updatala Chroma in MetaMaska, to je bilo, se pravi, posodabljanje programske opreme je bila ena mojih večjih napak. Tudi to zdaj vse delamo. Pač mi vzame zelo veliko časa, ampak se splača zaradi tega, ker ne izgubljam več denarja. In to že kar nekaj časa ne več. To je že skoraj 2 leti, odkar ne izgubljam več denarja. No, v glavnem, fajn bote, res razmislite, bote varni, če imate kakršnakoli vprašanja,
probleme, dajte mi to spodaj v komentar napisati, prosim, všečkajte, lajkajte, delite video, to mi bo zelo pomagalo, to meni res veliko pomeni. Napišite mi komentar, se strinjate, se ne strinjate, vaše izkušnje, zaradi tega, ker podpiram svobodo govora, pa čim več si delimo informacij, ter boljše bo. Najlepša hvala, pa lep dan želim, nasvidenje.